Poprav gore. Kaj sem bil gore? Je skreden. Nekaj stolov v sprednjem prostor, če si kdo želi usesti, in bi torej začeli s našim današnjo javno predstavitvijo in obravnavo tega projekta. Preden seveda začnem, bi vam rad predstavil ljudi, ki bomo to vodili. Nekatere seveda poznate, nekatere ne. Z moje desne seveda poznate gospoda Mirana Ipavca, predsednika Krajevne skupnosti Kanala. Potem gospoda Ljuba Maleniča, predsednika Svete Krajevne skupnosti Desneje Anhovo. Gospoda Radota Tavzusa, državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor. Vodil pa tudi zadevo Pavle Gantar, ki sem trenutno gledal, da tukaj se ve na minister za okolje in prostor Vlade Republike Slovenije. Še enkrat torej lep pozdrav in seveda tehnično informacijo bi rad dal. Ker nas je noter veliko in ko bo razprava tekla, bi vas prosil, da se vsaj tisti, ki lahko prijete do mikrofona, vsemo spred, nimamo mobilnega mikrofona, da prijete in da poveste svoje pripombe in svoje predloge. Tisti, ki seveda ne bojo mogli se prebiti skozi, bomo poskušali biti tako, da bojo čim glasneje, kakorkoli to povedali, tako da bomo to slišali, da bojo ljudje lahko na to odgovarjali. Obravnavo torej preizkusa, časovno omenjenega preizkusa uporabe odpadnih snovi v cementarni Anhovo, torej nekega preizkusa, s katerim bi opredelili, ali je sežiganje teh odpadnih snovi smiselno in koristno, oziroma ali je okoljevarstveno popolnoma neškodljivo. Rad bi rekel to,
javna obravnava. To je nekaj, kar je seveda, boste videli pozneje, predpisano Zakonom o varstvu okolju. In danes bi rekel, da prisostujemo dogodku, ki je prvič v Sloveniji, kajti takšnega dogodka, takšne javne obravnave projekta še ni bilo. Na nek način smo vsi, in mi, ki smo ta zakon pripravili in izvedli, in mi, ki se danes tu sodelujemo prvič pri izvajanju tega člena, določenih členov tega zakona. Zato bi predlagal, da je to seveda tudi neke vrste učna ura za vse nas. Zato, da se opredelimo na osnovi argumentov, do določenih vprašanj in problemov, ki pred nami so. Jaz bi v nadaljevanju orisil 3 stvari, ki se mi zdijo pomembne, zato da bi lahko pametno in smiselno voditi razpravo. Prvič bi se rad orisil, kakšna ima vlogo Ministrstvo za okolje in prostor v tem postopku, v teh vprašanjih in zakaj neke določene naše predloge, ki mislim, da bi bili obenem tudi predmet vaše javne obravnave in razprave. Če se strinjate s tem, bi jaz na kratko označil, kakšna je vloga Ministrstva za okolje in prostor pri tej pobudi, ki je pač investitor naslovil na nas, in bi vam odgovoril, ta naša vloga je pravzaprav dvojna. In po eni strani, seveda, smo za takšne projekte zainteresirani in jih podpiramo pod predpostavko, da so okoljevarstveno čisti in neizpodbitno varni. Po drugi strani pa je naša vloga v tem, da takšne projekte nadzorujemo. Da skrbimo za to, da se ne stori, da se spoštovani vsi tehnični, upravni in drugi postopki, da bi se, če pride do takšnih stvari izpeljale po pravilni, tehnično in upravno pravilni poti. In tretja stvar je, ki je po mojem zelo pomembna in zaradi česa smo danes tu, je, da vprašanje, kako naj ravnamo z določenimi odpadki, ali jih naj proglasimo za tako imenovane sekundarne surovine in jih sežigamo, tako kot delajo Avstrijci. To ni samo vprašanje tehnologije in ni samo vprašanje norm in kriterijev in strogosti pri tem. To je vprašanje zaupanja. Na to vprašanje bo se želel odgovoriti po dolgih procedurah, po dolgih pogovarjanjih, ki bomo še imeli. In danes je to, tako bi rekel, naše prvo srečanje. Torej, če govorim, ne zaenkratujemo z vprašanjem procedure, kaj in kako bomo to vodili, potem bi lahko rekel to, da je osnova zakonska in pravna za to današnjo obravnavo, je pravzaprav sta 2 člena Zakona o varstvu okolja. Prvi, torej 32. člen Zakona o varstvu okolja, omogoča preizkus okoljevarstveno čistih tehnologij za določen čas. Namen tega preizkusa je, da se empirično seveda na licu samem izmeri emisije in emisije, da se ugotovi, ali je tisto, kar stroka trdi, da je, dejansko tudi tako in ali so kakršnekoli nepredvideni rezultati in poskusi. Torej, to je v primerjavi z sedanjimi, za vas pretežno slabimi izkušnjami, bi rekel, da je to pomemben korak naprej. Ne več tako, da se najprej zgradi, potem pa se vidi, kakšno vpliva na okolje. Temveč, da se najprej ne tako. Mi smo prišli sem,
pobud ne boste imeli. Govorite mi, da vam to vsaj povem. Da vam to sam povem, kaj in kako se mi stvari predstavljamo. Kot sem rekel, je ta 32. zakona o varstvu okolja zakon, ki pravzaprav omogoča ljudem, da se dejansko do osnovnih testov odločijo, ali hočejo nekaj imeti ali ne. Ne samo za druge primere. In tretja, drugi vir za to našo razpravo pa je 6. člen, če vas zanima, s katerim se vsi taki projekti začnejo z javnim naznanilom prebivalstvu. In samo to nekaj, z javnim naznanilom prebivalstvu in po 15 dneh sledi javno zaslišanje tisti, ki so udeleženi. A veš, nema, ti boš v Ljubljano, jedva velka. Mi smo imeli samo nekaj informacij. Mi smo imeli prejšnji petek zelo temeljit in zelo pogovor z predstavniki iz sprejeme skupnosti, iz Vodipavskih izraven, in še nekateri drugi. In tam so nam oni posredovali nekaj informacij, pa tudi sklepe novogoriške skupščine. Nekaj pogovorov o tem, kaj pravzaprav in kako naj Ministrstvo za okolje in prostor ukrepa. Kot si že omenil, stvar, s katero se mi na ministrstvu ukvarjamo, je vojna. Po eni strani moramo poskrbeti za to, da je okolje čisto, snažno, po drugi strani pa moramo poskrbeti, da so ti postopki tudi varni. In ugotovili smo, da na osnovi samo teh podatkov, ki imamo danes, v pilotski preizkus še ne moremo iti. Ugotovili smo, da je za izvedbo takšnega pilotskega poskusa, če se o njem pozaj dogovorimo, potrebno temeljito poročilo stanja okolja v Anhovem. Treba tudi dejstvo, da je Anhovo obremenjeno z drugimi emisijami in z metana, kiborona, kamolona in drugih zadev, da ima vrsto drugih problemov, ki so nerešeni, da mi moramo posneti tako imenovano ničelno stanje. Stanje, v katerega bi takšna presoja možnih učinkov tega sežiganja sploh prišla. V kakšno okolje v bistvu z to idejo in poskusom lahko gremo, ali pa ne gremo. Tako da je stanje od investitorja in od tudi sami ste tem pomagali, detaljno analizo, torej poročilo stanja okolja v Anhovem in tem okolju. Šele na osnovi tega poročila pa bi se seveda odločili na potem, kaj in kako naprej v zvezi z tem poskusom. Kar zadeva vprašanje referenduma, ga mi podpiramo. Mi ga podpiramo in odločili bo stvar odlačna, da kako so se
pač vi to odločili. Zdaj je, pred nami so samo dve možnosti. Če se strinjate s tem, da se vprašanje pilotskega preizkusa ne načenja prej imamo celovitega poročila o stanju okolja v Anhovem, potem ima zdaj dve možnosti. Potem to pomeni, da se bomo morali še enkrat dobiti. Ali pa nadaljujemo z samo predstavitvijo projekta in s postopkom samega različanja. Kar je bil ta projekt izobešen, da se marsikaj dogovorili tudi določene sklepe sprejeli. Stališče, to, kar je tudi gospod minister povedal, da ministrstvo podpira odložitev ljudi, ki naj bi se za to odločili, je bilo to stališče tudi naših sestankov. Dokrat se ne dolina prezrači, se ne zavego moj podomače, nima smisla delati. In to naj bi bilo izhodišče, ampak jaz bi vas vseeno prosil, da danes poskušamo nekaj okrog tega reči, da se sliši iz prve roke, kaj to je. Mislim, ne kričimo en preko drugega, se nismo prišli. Če je jaz, torej kot krajevna skupnost stoji na stališču, da je edino volja ljudi, oziroma krajanov, ki denotno živijo, tista, ki bodo povedali v kakšnih pogojih, v kakšnem zraku in v kakšnih dolini hočejo živeti. In to naj bi bilo tisto, kar bi se dobro sporozumeti, tako prosim. Jaz mislim, da je gospod minister lepo ugotovil, da danes ni primeren čas za določene razprave. Jaz tudi gospodu ministru, da to noter nećemo sprati. Nećemo požigalnih stvari. Samo vseeno Sam ne damo povijek. Vozijo kamioni, 6 autocisterni. Smo imeli sestank zunaj na odprtem, ko ovako nimaj dvorane. Nimamo neč. In kamioni pa vozijo sistem. Mi bomo tu preprečili. In gospod minister ne prije pogledat, ker bo enkrat to prepravljeno, da bomo ustavili promet in železnico. Mislim, da do razprave danes ne more priti praktično dosti stvari, smo že zvedeli, praktično nimamo več kaj o tej stvari povedati, smo že rekli ne. Mislim pa, moram reči, da sem ena misel utrna v tej priliki, da bo tudi prišel čas, ko bo mogel tu Salonit se usesti v tej dvorani in Rad bi povedal samo, oziroma dve stvari. Prva stvar, za nas je z vidika ministrstva je pomembno, da naše tovarne svoje odpadne surovine, odpadke pospravijo. Nam absolutno ni za to, da jih oni pripeljejo v Anhovo in da jih le uničijo. Oni jih danes uspešno izvažajo v Avstrijo. Mi smo za ta projekt namenili določena sredstva. Ta sredstva, ker je to pomeni, da to podjetje energetski vire, da to dobi ceneje skozi to. Vendar, pa te projekt nekaj drugega. Ta sredstva bomo mi namenili skupaj tudi z investitorjem za celovito presojo sporočilo
študijo stanja okolja v Anhovenu. Tako da boste videli, s čim in kako in na kakšnih stopnjah so obremenjeni, kaj je potrebno storiti. Tako da je to v meni točno tisto, kar je bilo rečeno, prva stopnja sanacije razmer v ekoloških in okoljevarstvenih razmer v Anhovenu. Tako kot vsak tu, se tudi jaz popolnoma strinjam s tem in nisem za to, da smrti. In nisem za to, da ljudje obolevajo in umirajo od azbestoze in tako naprej. Točno zato smo tu in točno te stvari mi želimo preprečiti. Ne vsebujemo ničesar. Ne vsebujemo ničesar. Tako da jaz predlagam, da to razpravo, če je gospod razprava, seveda to je. Občutek, potem pa zaključek, da čas za razpravo o tem ni zdaj primer. Marsikaj okoli tega prej rešil. In ta ugotovitev ministra, jaz mislim, da je tudi tam. Glejte, gospod, jaz človek, ki lahko neposredno odgovornost prevzamem samo za svoje dejanja od marca tega leta. Reševati pa moramo problemi, ki so nastali 45 let. In da meni se vem. Zato morate razumeti, da je situacija, da želim, ko bo šel svojega položaja, želim, da je stanje na okolju in tudi stanje v Anhovenu vsaj malo boljše kot poprej. To je vse. obravnave, ker v Kanalu smo včeraj imeli zbor občanov, na katerem smo se točno odločili z ozirom na to, ker ni nobenega zaupanja več med občani. Ker kanalistimo velikih stvari, kaj ni izpolnjeval. Predvsem v zvezi z azbestom, v zvezi s kurjenjem gum. Mislim, da je tudi v zvezi s tem potrebna temeljita razprava in smo sklenili, da je potrebno, da se predlog o pilotskem preizkusu do 10. julija umakne. Kolikor temu ne bo tako, smo predlagali, da skupaj, da občinska skupščina, tudi na to, ker gre za dve krajevne skupnosti, da razpiše referendum, kjer bodo pač občani lahko povedali svoja mnenja, in pa vprašanje, koliko se bodo zopet upoštevali. Vemo, na 10-letne izkušnje, da je bilo obljubljeno marsikaj, tudi strokovne analize so bile narejene tako, da so bile preverjene pač vedno tistim, ki so ljudi prinašali okolje. Da se upošteva sklep zbora krajanov iz Kanala, da se predlog o pilotskem preizkusu, ki je bil že sklep sprejet, da se umakne. Koliko se ne umakne, se razpiše referendum. Se je to povedal. Mi pilotska poskus umikamo do poročila o stanju okolja. Če pa, ko se mi sprejela referendum in te stvari že pred tem, potem seveda je vprašanje, kako bomo stopili na vsemi katere svoji bomo stopili poročila o stanju okolja, to izpeljali. Gospodu ministru, vsem z ministrstva, občinskim predstavnikom, gospodu županu, predstavnikom Salonita, gospodu vršilcu dolžnosti direktorja in vam vsem, ki ste tukaj. Jaz se zahvaljujem gospodu ministru, ker je povsem prevzel teze, ki smo jih mi zagovarjali že 2 leti.
To je tisto, na kar smo opozarjali že od začetka pripravljanja tega projekta. In jaz mislim, da je bil čas, da ste ugotovili, da problematika ni le tista, za katero vi govorite, da je, se pravi sežig odpadkov, ampak vse ostalo. Zato se vam zahvaljujemo, da ste končno prišli do spoznanja, da je temu tako. Drugo, kar bi želela reči, danes bi pravzaprav moralo tukaj potekati zaslišanje podjetja, ki bi izvajalo ta preizkus, ne pa ministra. In zato ni prav, da zdaj svojo jezo zvračate na gospoda ministra osebno, ki pravzaprav, kot je povedal, je tukaj malo časa in se trudi, da bi se predil. Naš predlog je bil, kot smo rekli, moram reči, da odbor za varstvo okolja, kateremu predsedujem, še vedno ni jasno, kdo je tisti, ki je zainteresiran za izpeljavo tega projekta. Na občinski skupščini, v prisotnosti tudi župana, ki je sejo vodil, nismo dobili jasnega odgovora, ali je za to zainteresiran Salonit, ali je za to zainteresirana Republika Slovenija. In mi bi danes, če dovolite, da končam, mi bi radi danes ta odgovor dobili. Ne, da bi se potem, recimo, jeza zlivala na tiste, ki niso pravi, vendar upam, da boste stališča odbora upoštevali v celoti, podali bomo tudi pismene pripombe. Danes lahko jih tudi preberem, a mislim, da je povsem nepotrebno, ker kot vidimo, mnenje krajanov, ki so prizadeti, je povsem jasno. Reči moram edino to, da tako mnenje je bilo jasno pred 2 leti, pred 1 letom, pa tudi prejšnji teden, ko smo vsem povedali. Smo o tem govorili tako vizavi pripravljalcem projekta, ki jim je bila problematika znana, javno smo se oglašali, problematika je bila sprožena na občinski skupščini in je bilo vse to pojasnjeno. Gospod minister, tudi vam smo predstavili to, prejšnji petek. In jaz mislim, da je bilo povsem nepotrebno na tak način, kot si danes zdaj tukaj vidimo, zbiramo mnenja krajanov. Stališče odbora in krajanov je bilo do projekta oziroma do izvedbe tega pilotskega preizkusa odklonilno že od samega začetka. Imamo tudi pomisleke glede podlag za izvedbo, katere ste tudi sami ugotovili, gre predvsem za celovito obremenjenost okolja z onesnaženostjo. No, in jaz mislim, da pravzaprav dejansko danes pravzaprav ne bi imeli o čem govoriti. Morda bi bilo pa prav, če dovolite, da še nekaj predlagam v imenu krajanov, tako naše krajevne skupnosti, kot tudi krajevne skupnosti Kanal in ostalih, da bi nas pa poslušali, ko ste že tukaj, pa da bi vam svoje probleme vendarle našteli in povedali, kako živimo. Kar smo že slišali v Antoniju. Kar pa zdaj vprašanje, kdo je zainteresiran, se mi je pomest povedal zelo iskreno, zelo natančno. Saj, kar zdaj meni, seveda je nekaj misel za okolje prostor, seveda nekaj zainteresiran sami investitor Salonit. Zakaj? Zainteresirani so pa tudi, če hočete, pa povedati do konca, zainteresirani so pa tudi mi, minister za okolje prostor, točno določeni pogoji. In zakaj? Če je pomenil sežiganje določenih odpadkov, energetski prihranek in prednost za podjetje, obenem pomeni to uničenje odpadkov, ob nikakršnih dodatnih emisijah, potem je to koristno za nas vse. Se ne bomo lotili in o tem ne bomo razmišljali, preden dobimo celovitega okoljskega poročila. Primorski, to živi v miru, zdaj imamo pa ta koridor smrti in koridor uničevanja ljudi. To ni pošteno. Dajte mi Drnovšku pa Peterletu, dajte v Ljubljano. Mene to se ne dopade. To je umor ljudi, umor človeka. Hvala lepa. To da prije v našem
da o tem pač nima smisla danes razpravljati. Kdaj bomo razpravljali? Kdaj? Kdaj bomo razpravljali? Odpadna olja, vidimo, da so strupena in ljudje crkavamo po koncih, mislijo, kako smo zunili, pa vemo, ki je noter, tu crkavamo, tu je neki obupna, nekaj povasi, tu vse crkava, sploh ne živi, edino pogrebamo, znamo tudi ravnati. Če dovolite, da samo še enkrat rečem. Jaz nisem navajala naših stališč odbora, mi prosila, da se tiho, no, ker drugače ne boste slušali, kaj smo v imenu vas vseh povedali in ste to podprli. Mi nismo za to, da se razprava v tej smeri nadaljuje, v smeri izvedbe pilotskega preizkusa v cementarni Anhovo, vse do takrat, dokler ne bo izvedena sanacija okolja, zdajšnjega stanja okolja, onesnaženosti. In mi smo se zadnjič tudi na občinski skupščini povedala, smo se pripravljeni pričeti pogovarjati o čemerkoli, ko bo vse, kar je bilo do zdaj povzročeno, odpravljeno. In potem prej se pa o tem ne moramo pogovarjati. Zato smo tudi predlagali, da ministrstvo pomaga s sredstvi iz proračuna, pa tudi sredstvi, ki so namenjena za ta pilotski preizkus, da se sanacija opravi. Ta sredstva živejo v monitoring, v poročilo v oceni stanja okolja. Kaj karkoli boste narediti, mora narediti celovito poročilo stanja okolja. No, hočem reči, da ne želim, da bi zdaj bil sprejet kakršenkoli sklep samo o odložitvi razprave, ampak stališče odbora, sveta in krajanov, obeh krajevnih skupnosti, mislim, je jasno, dokler sanacija ni izvršena, se ne pogovarjamo. Prosim, še malo se poslušam. Sledili vse moje nastope v zvezi z tem pilotnim preizkusom. Od prve javne predstavitve krajane vprašali za mnenje in ga absolutno spoštovali. Absolutno podpiram stališče ministrstva, da se sredstva, pa ne samo taki so ta namen pilotnega preizkusa namenjena, ker so nizka, ampak tudi dodatna sredstva kanalizirajo nam in da saniramo tisto, kar moti, kar je škodljivo za okolje. Mi se zavedamo, da je naše okolje obremenjeno. Je bilo obremenjeno in se trudimo, verjemite, seveda, da se trudimo, da prispevamo k izboljšanju tega stanja. Mi vlagamo velika sredstva, njih dosti. Smo pripravljeni seveda na to, to je bilo tudi naš predlog in tudi na skupščini občine, jaz sem absolutno podprl ta predlog in se tudi zavzemamo za referendum. Naj se ljudje odločijo. Mi bomo absolutno spoštovali mnenje obeh lokalnih skupnosti. Hvala lepa. Celovito poročilo o stanju okolja v Anhovem. Na osnovi tega bomo odredili sanacijski program. In seveda v okviru teh naših letnih postav, ko smo dogovorili z lokalnimi oblastmi in seveda osnažitelji, tudi določnimi seveda pomagali, tako kot posod. Potem, ko smo pogovarjali o tem, ali so možne izboljšave tehnologij znotraj kompleksa Salonit ali ne, in na kakšen način. To je naše zadnje stališče, da je to popolnoma soglasje s tehnološko komisijo v našem kraju. Samo nekaj, jaz mislim, da to, kar je zdaj minister povedal, da je s to akcijo oziroma s tem denarjem, ki je bil predviden za to, da se ta denar vloži v študijo stanja v tej dolini, ampak da se to začne takoj, ne, da se
čakamo in da začnemo sprejeti. Rok za to poročilo je okvirno 6 mesecev. Da se ne bi samo razumeli, da gospoda Čuta tega Sesino Šuška, a ne, on je to, kar je povedal tudi na odbori, izvedli povedal, da bo posebno mnenje verjame. Za predlog za izvedbo tega protokola. Mogoče bi bilo dobro, če bi koordinator projekta pojasnil, zakaj je bilo zapravo vloga. Glede na vseh projektov, mi smo eden od centrov Izraela. Iz tega ste nekaj mi, glede, dokler ne bo mnenje pozitivno. Mi smo rekli, da mnenje bomo parniki spoštovali. In ker je mnenje negativno, absolutno, stop! Glede takole, za nas je celovitim poročilom o stanju okolja in odrejeno sanacijo mi tako se ne bomo obravnavali. Dobro, jaz moram reči, da ne vidim prav posebno dobre volje, žal, ker to o tem mnenju se govori, kot da ne bi bilo važno. Poznamo ga, vsi vemo, kakšno mnenje. A je treba zdaj čakati še eno mnenje, pa še na referendum, pa občina bo imela delo, pa sredstva bo šla za referendum. Kaj se je potrebno? Jaz mislim, da se treba odločiti, kdo od vas je zdaj tisti, ki lahko nekaj naredi, da se o tem ne razpravlja več. Jaz bi ne rad nekaj izvedel. Sem dolžan izvršiti občinske sklepe. To so 4 občinski sklepi. Prvi je ta, da se občina podpira ekološko društvo, tukajšno, da se profili integrirati. Naslednji sklep je to, da grejo sredstva predvideno za te pilotske poskuse, kot je omenil gospod minister, da grejo tukaj za ureditev okolja, ki je vsem degradirano. In kot tretji sklep, ki je bistven, po moji oceni, je ta, da je tu postavljen rok, v katerem naj se umakne predlog za pilotsko kurjenje. V obratnem primeru je občina dolžna razpisati referendume. Kdorkoli jih razpiše, vejte, čisto vseeno občina bi lahko tudi razpišete referendum, mora biti. Vendar mislim, da problem je nekje druge, ki ga je gospa, odnosno kolegica Gardjevčičeva, lepo načela. Gre se za to, v teku je upravni postopek, ki teče na predlog predlagatelja Cement d.o.o. Tako je tudi zapisano v sklepu skupščine. To se pravi, toliko časa, dokler se ne upravni postopek dokonča, toliko časa je stvar tudi odprta. Mi lahko samo začasno odložimo ta pilotski poskus, kot se razume, ne moramo pa postopka končati. To se pravi, vaš uspeh bi bil v tem, da skušate prepričati predlagatelje tega upravnega postopka, naj ta predlog umaknejo. V obratnem primeru bomo mogli, kot sem rekel, ali sled skupščine izvršiti. Druga stvar, koliko prije do revitalizacije tega vašega ambienta, te vaše krajine, ki je zdaj degradirana,
se ni rečeno, da bi se lahko tak predlog ne začetne zdaj grajati, lepo prosim, da se lahko ta predlog ponovno obnovi. Ampak zaenkrat bi bilo dobro, da se to spravi iz dnevnega reda. Bi vas pa lepo prosil, gledajte, vas lepo prosil, naj ne bo strelovod vašega nezadovoljstva, gospod minister, ki vam povem pošteno, nima prav nič pri tem. Minister je postal pred dobrimi 6 meseci, in je po svoji uradni dolžnosti dolžan peljati naprej določene postopke. Sem vam lepo povedal, zakaj gre. Mislim, da bi bilo dobro, da bi vsaj ne padale kritike na gospoda ministra, ker res cela zadeva ni toliko v njegovih rokah, kot v rokah nekje druge. Hvala lepa. Dali postopno ne gremo naprej, in omena se mora nekako vsi. To, če ste pravilno razumeli. In zadeva je obrnjena. Je v moji absolutni pristojnosti samo ena, da lahko je stane vplivati. Jaz se moram vplivati na odločitev, investitorja ta strožja in makro postopek. Jaz se moram vplivati na to, ali vi se skrijete ali ne skrijete v bistvu. Lahko pa vplivati na eno stvar, in to je, kar si že omenil, da bomo sredstva za to namenili za celovito okoljsko poročilo v Anhovem. To je v moji pristojnosti pravi. In dobro rezultat tega poročila ne bo. Mi postopka, tudi če je prošla vložena, mi naprej ne bomo peljali, ne glede intence, da želje. Jaz ne vam govorim na ne. Lahko rečem. Jaz mislim, da je treba presti na jasno, to ste rekli, da je Salonit Anhovo pobudnik za pilotsko kurjenje. Kdo je to Salonit Anhovo? Mi smo vsi Salonit Anhovo. Kdo je to zmislil? A je zmislil to direktor? A je zmislil to kak minister za okolje? Kdo je bo to odgovarjal tukaj, smo prišli do določenih bolezni? Mi se podpiše, kdo je tisti, a je to ekonomska stran, a je to eden prelogor uvaje kot doktor. Prašamo trgovno plato, kdo bi to podpiral v naši dolini. Jaz mislim, kdo je to donesel vam, da bi se tle kurilo odpadke. Jaz mislim, da to se je izmislil. To se ni izmislil Salonit Anhovo, ker Salonit Anhovo smo mi vsi. To se je izmislila določena oseba. In zdaj je to strokovno podložena, ali je to samo ekonomsko, zaradi keša. Danes se dela vse samo zaradi denarja. Človeška plast je pozabljena. Mi tu imamo na pokopališču kupno. Jaz z naše strani, z moje strani, sta dva v mladih letih, Hoče in Ono, oba dva zaradi pljučna rakom, pa ni škodilo od zdaj. Azbest. Danes se pojavljajo nove bolezni. Kdo bo to odgovarjal? Mi nećemo Salonit Anhovo, mi smo Salonit Anhovo. Mi ćemo imena, to se podpiše tam, da bomo imeli kjera prijat za urad. Da se enkrat to bo resno odločil oči, to zakaj odgovarja. Ne mi, kdo je tisti, oseba ćemo. Da bomo vedeli, kjera bomo lahko prijali za urad, tisti se to zmislil. To ćemo bi vedeti mi, osebo. Kdo se to zmislil? Strokovna plata, samo biznisi. To ćemo treba razjasniti prvo malo, kdo podpira, je treba pripeljati doktorje, znanstvenike, kdo je to podprl, da se lahko kure strup. Ni pogledamo samo malo okolje, drevesa okrog, živali, ljudi, ki boli glava, da nas tukaj notrka. Zakaj? Zato se je treba vprašati in treba začati z imenom. Kdo je za nekaj odgovarja, ne samo mi smo to sprejeli, pa roka gor. Ne, kdo se to zmislil, kdo je dal pobudo, da bo en dan za to odgovarjal, ne? Ko je smisla? Vsi lepo pozdravljeni. Jaz bi začela z besedami, s katerimi je končal moj predhodnik. Treba je začeti po pravni poti. Minister je danes nekajkrat zatrjeval dve stvari. In obe ti dve stvari ste me izzvali, da tu nastopam. Trdil je, upoštevali bomo upravni postopek, pravila postopka, stvar se mora odvijati po zakoniti poti, to je bila prva njegova trditev, ki jo vodoma iznesel. Druga njegova trditev, večkrat ponovljena, pa je bila, upoštevali, spoštovali bomo voljo ljudi.
Doslej se ni spoštoval niti zakon, niti volja ljudi. Namreč danes nismo še spregovorili o tem, da je ministrstvo v lanskem letu, junija 1993, že izdalo 2 odločbi, 2 dovoljenji o kurjenju. Obe imam tukaj. Skladno, v dogovorih ministrstva so povezana v vlado, švedsko in tako naprej. No, jaz bi le prosila gospoda ministra, da mi do konca pusti besedo. Torej, po teh odločbah, obe odločbi, zanimivo, nosita isti datum, 11.6.93 in tudi isto številko. Po obeh odločbah je ugotovljeno, da so izpolnjeni predpisani pogoji za procesiranje odpadnih nevarnih snovi. Skratka, obe listini predstavljata odločbo v upravnem postopku. Predstavljata dovoljenje za sežiganje nevarnih snovi. Pred izdajo teh listin ministrstvo, bom poudarila, za zdravstvo ni vprašalo nikogar, nobene krajevne skupnosti. Jaz bi morala tu poudariti, da nista prizadeti samo 2 krajevne skupnosti, ki sta danes zbrani v tej dvorani, samo krajevna skupnost Kanala in Anhovega Tesple, temveč, da so v tem postopku prizadete tudi druge krajevne skupnosti, ki ležijo tu v neposredni bližini. Je tu Kambreško, je tu Ročin, tudi Solkana ne bom izključevala. Prostite, gospa, kdo je spodaj podpisan? Glejte. Ja, pa nekdo mora... Zatem, ko sem predložila pooblastilo krajevne skupnosti, mi je poslal obe odločbi in zadeva je v pritožbi. Zato je vse, o čemer se danes tu dogovarjamo in pogovarjamo, pravzaprav preuranjeno. In jaz ne predlagam le, da predlagatelj tega postopka umakne svoj predlog, temveč, da ministrstvo, pristojno ministrstvo, predlog zavrne. Rezultate, da kakršnokoli razmišljanje naprej v tej smeri sploh ni potrebno in možno. Takšni postopek ne moramo pa odločati na pamet, kaj pa bi vam rekli, recimo, če bi hoteli nekaj zgraditi, pa bi nekaj prišel in rekel, vi kar zavrnite, ne se razmišljate, ne se razpravljate, to je kar zavrnite.